Klekljanje je počasi zamiralo, zdaj pa je po učenju klekljarskih veščin iz leta v leto več povpraševanja, meni mentorica višnjanskih klekljaric. Osnova je ta, da imamo najprej bulo, kjer je noter žaganje nabasano, potem imamo pa lesene klekle, na katere je navit nitka. In potem so določene pravila, določeni vzorci, kako te nitke med sabo prepletamo, da nastane čipka. Tako da traja kar nekaj časa, da se naučiš, ampak pol pa, ko poznaš osnovni princip, ni problema, lahko pol še nadgrajuješ in delaš druge stvari. Če smo nekoč ob klekljanju pomislili na stare ženice, ki izdelujejo klasične bele prte, pa se je ta dejavnost v zadnjih letih precej razvila. Klekljarice uporabljajo različne barve in izdelujejo tudi druge izdelke, kot na primer nakit, dodaja Štefančič Hribarjeva. Polškice so v slabem letu, odkar so se začele ukvarjati s to dejavnostjo, postale že prave mojstrice. Imajo že take izdelke, da res gledaš, no, res. So zagrete, so zagnane in to je to. Tudi talent imajo. Jaz imam rajš klasiko, prtičke, ne, te zadeve. Delam tudi polže višnjegorske, ne, ker to je naša posebnost. Sicer pa tudi rožice, veliko različnih stvari, ampak prvenstveno pa res prte. Jaz sem začela šele in znam samo 3-4 stvari narediti, zato delam polžka, ker je tisto, kar sem se pa že naučila, od teh lahko delam, drugače pa še ne, ker je ogromno enih dodatkov pri osnovi. Dekleta v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje klekljajo enkrat na teden. Ob nedavnem Aninem sejmu pa so pripravile tudi razstavo svojih izdelkov.